Veseli me, da lahko na oder povabim svoje sogovornice. Ana Antoničević-Šavlje, ustanoviteljica podjetja Consilium Pravno svetovanje. Prosim, da se mi pridruži kot prva. Pa Zvezdana Lubej, ustanoviteljica podjetja Kadrovska asistenca. Dobrodošla na odru. Z nami pa je tudi Sabina Župec-Kranjc, članica uprave OTP banke. Sabina, izvolite. Nekaj ženske energije bomo zdaj vnesli, jaz upam, da bo dobrodošla takole za konec. Mikrofone imate na mizi, skupaj ste se usedle, to je dobro, da se bomo malo stisnile in osvetlile to temo, pa malo osvetlile tudi ta prostor. Veliko zanimivih tem smo imeli danes in jaz se veselim še tele. Malo z ženske perspektive pogled na trenutno situacijo v poslu, vodenje, empatijo in kaj lahko pravzaprav prispevamo na ta način. Mogoče pa za začetek predstavitev. Zanimivo je, ker smo nekako zelo različne ste zdaj skupaj. Imamo iz sveta prava, pa potem coachinjo, ki svetuje vodjem in nenazadnje finančnico oziroma žensko, ki prihaja iz poslovnega sveta banke. In zdaj bomo nekako vsaka svoje perspektive odgovorili na nekaj vprašanj in v bistvu povedali kaj več o tem, kaj lahko prispevamo kot ženske. Ana, vi ste dejali, da pravo ni le črka zakona, ampak da gre za medsebojno zaupanje in sodelovanje. Tako simpatično se mi zdi tole. Kaj pa je vas pripeljalo v svet prava? Kako se je to pravzaprav začelo? Ja, v bistvu težko rečem. Jaz sem ena tistih, ki so si že od majhnega želeli biti odvetnica, tako da moji so bili prepričani. Takoj potem, ko sem bila stara 5 let, sem hotela biti policistka na konju pa manekenka, ampak to se nekako ni šlo. In v bistvu sem potem ustrajala pri tej poti. Sicer zdaj sem odvetništvo zamenjala za pravno svetovanje, to se pravi, sem preventivo zamenjala zdaj v preventivi, ampak ja, to je bilo nekako vedno z mano. Se pravi, na nek način tudi pomagati ljudem, kar v bistvu pravo dela. In pomagate predvsem tudi malim podjetnikom. Odločili ste se na tak način prispevati tudi kot pomoč, a ne? Ja, res je. Čeprav v bistvu naše krovno podjetje dela po večini z recimo malimi in srednjimi podjetji, smo pa ta čas, ko smo na trgu, razvili tudi en produkt, ki pa je namenjen prav malim podjetnikom. Je pa to v bistvu en moj projekt za dušo v resnici, ker sem kot mala podjetnica v bistvu začela, odprla podjetje v koroni in jaz se spomnim, da sem si prve pol leta govorila samo hvala Bogu, da sem vsaj pravnik, da sem se zmanevrirala čez vse tiste stvari. In tukaj se je v bistvu rodila ta ideja, da mali podjetniki, mikropodjetniki, tisti, ki jih je v Sloveniji v bistvu daleč največ, nimajo nekega pravnega suporta in iz tega se je potem rodil tudi naš projekt Pravnik po meri, ki pa naslavlja v bistvu prav te mikropodjetnike. Gospa Zvezdana Lubej, zelo uspešna ženska, podjetnica. Kot coachinja se posvečate trajnostnemu in karizmatičnemu voditeljstvu in z vodstvi podjetij sodelujete pri oblikovanju kadrovskih strategij. Kaj pa je vas pripeljalo na to pot? V bistvu se sliši, ok. Pravzaprav se je moja kariera začela v Novi Kreditni banki. 7 mesecev sem bila. V bančnem svetu, torej? V bančnem svetu, ampak tako moram reči, začela sem tudi z številkami, tako mi je bilo zanimivo, kakšne rezultate lahko skozi to vidiš. Potem sem pa kar tako hitro ugotovila, da je še nekaj prej, mogoče bolj pomembnega, človek, ki te rezultate dela. In to področje mi je pravzaprav postalo neprimerno bolj zanimivo, postalo predmet mojega raziskovanja. Ugotavljala sem, rečemo, da z rastjo organizacije postajajo odnosi vedno bolj kompleksni. Videla sem, koliko lahko na to vpliva en vodja, pa kultura, tako da to je bil tudi potem v nadaljevanju, nekako temu sem se najbolj posvečala. In potem tudi sodelovala pri eni globalni raziskavi, pa raziskavi z Združenjem Menedžer, ker smo ugotavljali, kaj je to tisto, zaradi čemer ljudje nekaterim vodjem pač sledijo, nekaterim pa ne, in smo prišli pač do karizme.
ki pač ni v tem, da mogoče vodja, ki pride nekam neki prostor, zapolni ta prostor, ampak koliko je sposoben pravzaprav dati prostor drugim, da se razvijajo, pa da zasijajo v nekem prostoru, ne. Ja, in naprimer skozi to raziskavo, mogoče še, ne, smo ugotovili kar nekaj takih pomembnih stvari, med drugim, da to ni talent, da si karizmatičen, ne, ampak da so to neka vedenja, ki se jih lahko vsi naučimo, in če se pač odločiš, da boš karizmatičen, si lahko, ne. In smo ugotovili tudi, da rečemo, eni 26 vedenj je takih, ki zelo visoko korelira z karizmo, med njimi najbolj poslušanje, ne, tako da. Tolikokrat opevano, ampak v bistvu človek res, ki zna poslušati, vodja, ki zna poslušati, s tem pač sporoča svojim sodelavcem, da jih spoštuje, ceni, da mu je mar za njih, in tako se pač rodi zaupanje, ne, ki je pa temelj vsega sodelovanja. Tako da to je res ena taka veščina, ki bi rekla, da je super, če jo vsi treniramo, tako, no. Poslušati in slišati. Tako. Povedano, je tako. Hvala lepa. Gospa Sabina Župec-Kranjc, članica uprave OTP banka, zelo pomembna pozicija, ampak najbrž se pa ni začelo pri tej. Katere so v bistvu tiste lastnosti in vrednote, ki te pripeljejo na vodilno pozicijo, in kakšna je ta vaša pot? Mogoče za začetek, jaz sem imela nasprotno pot kot gospa. V bistvu mene so vedno zanimale zelo številke, matematika, fizika in pa zgodovina. In ko sem zaključila univerzo v Mariboru na področju ekonomije, bančništvo in finance, sem se res želela, sem rekla, zdaj sem naredila univerzo, zdaj pa grem študirati to, kar mene zares zanima, poleg matematike, in sem šla študirati na filozofsko fakulteto umetnostno zgodovino. In sem bila toliko časa kot gospa v Novi KBM, 7 mesecev, ker sem potem dokončno ugotovila, da me številke bolj zanimajo kot latinščina, stara germanščina in filozofija. V tistem času sem začela delati kot študent v Abanki, v kadrovski funkciji v bistvu najprej, in to mi je potem nekako dalo potrditev, da nadaljujem z magisterijem ekonomije, ko sem opustila filozofsko, in od tu naprej sem bila praktično 27 let v bančništvu. Sicer sem šla iz kadrovske potem popolnoma na drugo področje, kot pripravnik sem začela na upravljanju likvidnosti, potem sem bila pol svoje kariere na finančnih trgih, naslednje drugo polovico pa malo širše, še ostala področja v banki. Gospa Sabina, ko govorimo o ženskem ekosistemu, kako je s tem v OTP banki? Je dovolj prostora za žensko energijo? Pa jaz moram reči, da sem kar srečna, da imam Anito zraven, da sva dve ženski v upravi od 6, tako da imamo 33%. Načeloma smo tudi zelo jasni, obe dve v komunikaciji, tako da mislim, da kar obvladujemo kako da rečem, to dinamiko v upravi. V nadzornem svetu so celo 3 gospe, imamo zelo dobro povprečje, pa tudi na vodilnih delovnih mestih je v principu nekje vedno okoli 60%, 60-40 nekje razmerje. Moram reči, ko sem prišla v Novo KBM, mislim, da so bile na vodilnih mestih samo ženske. Mislim, ne na upravi, ampak na B1 poziciji, tako da se je to razmerje relativno zbalansiralo, tudi v korist moških. In tudi podpora, verjetno mentorska podpora, ženska ženski, je precej močna. Mislimo, mentor, to je dobra tema, Zdaj, ženske običajno imamo bolj težave tega networkinga, oziroma moški to nekako lažje naredijo, grejo na pijačo, se hitro zmenijo na hodniku itd.
Zato je zelo pomembno, no, da te skozi življenje spremljajo razne mentorice. Za mene, na primer, je bila ena prvih mentoric moja razredničarka v srednji šoli, gospa Marinka Košar. Ona mi je vedno dajala, kako naj rečem, jaz sem hodila v srednjo šolo, ampak vedno sem dobivala nove izzive, no, in veliko stvari sem poleg počela. In se mi zdi, da mi je to ostalo vedno v življenju, no? Da si širiš obzorja, da se pogovarjaš o različnih temah z različnimi ljudmi, da se učiš. Pa tudi se mi zdi zelo pomembno, da se obkrožaš z ljudmi tudi, ki več vejo, da imaš tiste stalni pritisk, da se izboljšuješ. To je res pomembno sporočilo, torej, da imamo okoli sebe ljudi, od katerih se lahko še kaj naučimo. Gospa Zvezdana, Lubej, kako pa je z vašimi mentorji ali mentoricami, ste jih imeli v življenju, ali pa je kakšna taka ali kakšen taki, ki vas je zaznamoval? Ja, imela sem enega šefa, se spomnim tako čisto na začetku, no, on mi je dal to disciplino in tako dalje, ne, taka se mi zdi, rečemo, taka zelo pomembna odlika, če želiš v poslu uspeti. Sicer takrat, ko sem jaz začela za kariero, je bilo to mentorstvo kar nekaj normalnega, vsi smo bili pripravniki, pa si dobil mentorja in tako dalje. Pol je nažalost za nekaj časa to kar tako zamrlo, danes pa vidimo, ne, da kar te mentorske sheme dosti delujejo. Sama sem vključena kar v nekaj teh, mislim, ne vem, vsako leto sem vsaj mentorca 2-3 osebam, tudi od študentov do, rečemo, nekim mladim vodjem in tako dalje. Ampak vedno je pač to neka dvosmerna cesta, ker se pač učimo drug od drugega, ne? Zdaj to reverzno mentorstvo pravzaprav tako zelo v razcvetu, ne? Pravijo, ne, da v bistvu toliko, ko daješ, najmanj toliko dobiš tudi nazaj, ne? Bo najbrž držalo, ne? Ja, verjetno, da res. Gospa Ana, kako pa vi z mentorstvom? Ste tudi sama mentorica oziroma kako so vaše izkušnje z preteklosti? Ja, jaz imam tudi v bistvu zelo lepe spomine na mojega šefa, to se pravi, kjer sem jaz delala pripravništvo, še kot odvetniška pripravnica takrat. In on je bil res tak mentor, kot sem ga jaz rabila. Se spomnim, da mi je pustil lih prav svobode, lih prav okvirjev, no, tako da v bistvu mi je dal res eno tako super popotnico za potem samostojno pot. Sem pa seveda tudi jaz zelo rada v tej mentorski vlogi, tako da cilj mojega podjetja je, da imamo vedno vsaj enega študenta ali pa dva, da v bistvu so lahko z nami, da se učijo, da vidijo, kako to izgleda pravo v praksi. Naš študij je v bistvu izrazito teoretičen, tako da v bistvu, ko prideš iz faksa, če nisi vmes delal v kakšnih pisarnah, nimaš prav občutka, kaj se dogaja, kako to poteka. Tako da ja, sem zdaj seveda vesela, da sem v tej poziciji, da lahko to ponudim mlajšim. Hvala lepa. Jaz bi zdaj izkoristila priložnost in z naslednjim vprašanjem v našo debato vključila še eno zelo uspešno poslovno žensko, ki prihaja z podjetja, ki je nominirano za podravsko podjetje leta. Je gospa Alenka Gačanovič morda tukaj? Ne vidim. Je? Ja, dober večer. A se slišimo? Ja. A lahko jaz prosim sem malo manj luči, ker res nič ne vidim, da se vidi vas, gospod Gačan. Takole, malo dalje tam. Eno vprašanje, ki ga imam za vas, ker se bomo zdaj malo vendarle lotili tudi ženske energije. Kako bi vi definirali to žensko energijo v poslovnem svetu in kje vidite njeno, recimo temu, največjo moč? Ja, najprej hvala za povabilo, hvala za vprašanje. Jaz kot ženska predvsem izhajam v tem odgovoru iz sebe. Vemo, da ženska energija ima dve plati. Po eni strani je ta mehka, se pravi ta energija, ki dejansko izhaja doma iz družine, iz družinskega okolja, ko dejansko prispevamo k temu, da vsi deležniki med sabo sodelujejo, se povezujejo, predvsem pa imamo ženske zelo dobro intuicijo in sposobnost opazovanja med vrsticami, kar je naša ena velika prednost.
Po drugi strani pa sama osebno menim, da ženska z leti in pa z vsemi izkušnjami, ki jih življenje prinese, to mehko energijo preraste hitro lahko v tako močno energijo, samozavestno, odločno, tudi drzno. Vse te lastnosti pa so definitivno predpogoj za sam uspeh v poslovnem svetu. Edino, kar je zelo pomembno, pa je, da ji poslovni svet dovoli, da se lahko izpostavi. Drži, najlepša hvala za ta vaš odgovor. Hvala vam. Pa se kasneje še slišiva. Bomo tukaj nadaljevali. Ja, ženska energija torej. Zdaj govori se, da ženske smo velikokrat v moški energiji, da nam manjka včasih te ženske energije, potem po drugi strani pa slišimo, da v svetu, poslovnem svetu je ta moška energija bolj prisotna in je ženska tudi dobrodošla v tej moški energiji. Gospa Sabina Župec-Kranjc, kaj bi vi rekli o tej ženski energiji in kaj lahko pravzaprav prispeva k nekemu ekosistemu podjetja? Mislim, da je ogromno nekih stereotipov, ne? In v bistvu vedno moramo paziti. Naprimer, eden od stereotipov je, da so ženske bistveno bolj čustvene, da reagirajo na prvo žogo, bolj senzibilno. Jaz mislim, da to v glavnini primerov sploh ni res, pa je pač eden od takih stereotipov. Zato osebno pač mislim, da je vedno najbolj prav, da si strogo fokusiran na profesionalnost, da se v bistvu fokusiraš na znanje, na to, kar lahko doprineseš podjetju, se pa dejansko mogoče v vsakodnevnem delovanju opazi, da smo ženske bolj, imamo mogoče malo več empatije kot moški. Mislim, zdi se mi, da ženske večkrat z lahkoto rečemo hvala ali pa se nasmejimo ali pa naredimo kako dobro kretnjo, no. Ne, da bi želela karkoli slabega, ampak nam mogoče gre to lažje od rok. Gospa Zvezdana Lubej, a lahko s to žensko energijo doprinesemo k kolektivu, k nekim občustvom morda celo v podjetju, ki so zelo pomembna za posamezna področja? Ja, v bistvu se čisto strinjam s tabo, ko si na začetku rekla, ne, ker dostikrat govorijo, ali pa na tako vprašanja odgovarjajo, ja, so bolj sodelujejo, bolj so empatični, pa tako dalje, ne, ampak dostikrat zares lahko vidimo, ne, da ženske v moški energiji, pa tudi moške v ženski energiji, kar po moje niti ni tako slabo, bi rekla, da je to celo neka evolucija voditeljstva, ne. In jaz mislim, da zmagujejo ali pa najbolj zaželeni so tisti, ki znajo pravočasno preklopiti, ne. Torej iz neke, če bi tako rekla, odločnosti v empatijo, iz neke analitičnosti v intuicijo in podobno, ne. Dobro, jaz sem zdaj se pred kratkim, zdaj sem že 10 dni doma vrnila iz Orlanda, ker sem bila tudi na enem seminarju Joe Dispenze, ne, ki me je tako navdušilo, da sem ravno včeraj imela eno obisk, s katerim sem se pogovarjala, mislim trdno, ne da verjamem, vem, da stvari na taki način delujejo, ne. In zdaj sploh, naprimer, ko smo v tej dobi digitalizacije, tehnologije in tako naprej, vedno bolj v ospredje prihaja torej ta človečnost, ne, ker zanimivo je ravno to, bolj ko se mi digitaliziramo, bolj dragocen pravzaprav postaja človek, ne. In če bi, prav to sem včeraj razmišljala z enim prijateljem, ste nekaj, veš kaj, ste nekaj, glej, rada bi našla eno podjetje, mislim, zagotovo se bo to tudi realiziralo, ne, kjer bi bil vodja, direktor tak, da bi razumel vse to skupaj, ne, in da bi zjutraj 10 minut vsi zaposleni namenili srčni koherenci. To smo videli prej, ko je team building, ta akademija imela, kaj srčna koherenca dela, koliko manj bi se vodje in tako dalje ukvarjali z nekimi slabimi odnosi, z nekimi neproduktivnimi vedenji, ne, če bi mi zjutraj
zjutraj znali odpreti srce za hvaležnost, za sočutje, za ljubezen, rečemo za take stvari. Jaz verjamem, da bo ta firma neverjetno uspešna. Jaz verjamem, da je to gonilo, rečemo, tudi nekega človeškega razvoja naprej, ne. In prav neverjetno je, mislim, ko bi ljudje se zavedali in vedeli, kakšno moč imamo mi, neizkoriščeno moč imamo v sebi, ne. Ja. Tu se tudi kaže ta ženska energija, ne, torej, da bi na tak način se torej neke mehke veščine uvedle. Jaz sem prepričana, da je tukaj mogoče tudi kdo z kakega podjetja, ki bo prisluhnil, pa bo rekel... Če me kdo sliši. Ampak hočem pa tudi reči, jaz poznam tudi moške, ki znajo to slišati in vidim, da je vedno več moških, ki se tudi uči dobrih odnosov, ki so empatični in tako dalje, ne. Tako da tudi ne rada preveč, rečemo, nekaj polariziram. Jaz mislim, da je to čisto od človeka samega odvisno, ne. Dobro, imamo neke predispozicije mogoče, ampak ja. Gospa Ana Antoničević, včasih tudi slišimo, da, ker smo mame, da smo včasih zaradi tega bolj šibke ali pa bolj čustvene. Recimo pravo je vseeno takšno področje, ker zahteva močno osebo. Ali je kaj na tem, ali so to res stereotipi? Ja, to je zelo zanimivo. Se mi zdi, da to mogoče malo bolj prihaja iz kakšnih ameriških filmov, ampak se je meni zgodilo na začetku kariere, ko sem še delala na sodišču, so me velikokrat stranke vprašali, joj, a pa boste vi znala biti šarf, ne? A boste lahko šarf? Ampak ne gre za to, ne, v pravu ali pa še posebej v sodnih sporih, tudi ne gre za to, kdo bo bolj šarf, pa kdo bo močnejši, ampak gre za to, da v bistvu rešimo en konflikt. In zelo velikokrat v bistvu pravo ni v funkciji dajmo premagati nasprotno stran, ampak gre za to, da dajmo uravnovesiti naša pričakovanja, dajmo uravnovesiti naše pravice, dajmo uravnovesiti naše obveznosti. Ne? Zato imamo tisto tehtnico. Ne? Jaz vem, da sem se na faksu jezila, kva je zdaj s to tehtnico. Ampak na koncu v praksi vidiš, da je v bistvu to vse, kar šteje. Ne? Če imamo eno pogodbo, ki je neuravnovešena, smo v bistvu si postavili temelje za probleme vnaprej, ne? Ker tista stran, ki je stisnjena v kot, bo pač iskala rešitev ven na vsak način. Ne? In zdaj pa ja, ženske v pravu pa materinstvo, kaj pa vem, jaz sem zdaj mama 2 majhnih otrok, to se pravi ene 2-letnice in enega 3-mesečnega fantka in moje mnenje je, da čeprav zna biti tako življenje malo bolj kaotično, te naredi definitivno močnejšo, ne? Ker kdorkoli ti reče, da oseba, ki, ne vem, ni spala en dan, pa je celo noč se sprehajala z novorojenčkom, naslednje jutro pripravila zajtrk za 2-letnico in prišla z nasmehom ob 8 zjutraj v pisarno šibko, to ni lih moje mnenje. No? Se absolutno strinjam. Zdaj pa se dajmo še malo dotakniti tehnologij in digitalnega, ne nazadnje tudi ta konferenca govori o tem, ali pa v ospredje postavlja človeka, kar se mi zdi zelo pomembno. Malo smo že slišali, gospa Sabina Župec-Kranjc, kaj se v OTP banki tudi dogaja na področju digitalizacije, gospa Anita Stojčevska je prej že nekaj povedala, jaz bi pa nekaj druga vprašala. Namreč, kako se prepletajo ta tehnična inovativnost in pa te mehke veščine, ki jih pa pogosto prinaša prav ženska perspektiva? Mi smo zdaj v enem takem obdobju, no, ko se res veliko učimo glede tehnologije. V bistvu se pomembno transformiramo, no, in pomeni tudi za nas od uprave navzdol, da se moramo skozi učiti na tem področju. Tako da tu mislim, da nam moški del kar veliko pomaga, no, ker so zelo zahtevne teme in praktično v bistvu bomo morali razumeti tudi zelo dobro IT, veliko delamo na AI, ogromno vajamo RPA in podobnih zadev, no, in ni več dovolj, da to oddaleč spremljaš, ampak dejansko moraš razumeti. In tu nam res prav pridejo tudi dobri medsebojni odnosi, no, da si delimo to znanje v ustanovi, no, običajno največ znanja je na IT področju,
Tako da tukaj veliko sodelujemo med seboj. Ženske lahko kaj doprinesemo k temu, da pravijo, da se predvsem ljudje spreminjamo. Zdaj, ko se celotna tehnologija pojavlja, nič drugega ni, kot da tu sami neke svoje navade spremenimo. Lahko s to intuicijo, kreativnostjo, tukaj žensko energijo kaj doprinesemo. Mislim, jaz ne bi želela nikogar užaliti, ampak jaz mislim, da smo ženske zelo dobre v implementacijah, tako da mislim, pri nas je to, v banki imamo par področji, kjer se to super dopolnjuje, no? In res te ideje, no, potem dosti lažje implementirajo v življenje. Hvala lepa. Gospa Zvezdana Lubej, kako je ta umetna inteligenca oziroma rečemo tehnologija posegla v vašo panogo? Se kaj dogaja? So kakšne spremembe? Jaz moram reči, da sem kar fan vsega tega ChatGPT-ja, že leto dni si sama bote, delam vse živo, ne, tako da to obožujem, glavnem, ne. Ja, seveda. Zdaj, če pogledamo strani voditeljstva, ne, ali pa tako bi rekla, tehnologija nam je prinesla zdaj neko hitrost, tudi neko predvidljivost, ne, na drugi strani se povečuje neka vrednost človeškega kapitala, bi rekla, ne. In zdaj, če je včasih bil vodja vreden toliko, koliko je znal, zdaj bolj iščemo torej nekega vodjo, ki uspe ohraniti neko stabilnost ob tem, da prepelje ali pa usmerja ljudi skozi pač te negotove čase, ko se pač res, mislim, svet vrti toliko hitreje okrog nas, kot še nikoli do zdaj, ne. Tako da v tem vidim torej vlogo vodje, ne, in tudi, v bistvu tudi jaz, zdaj večina treningi se pač delajo dejansko, kar se tiče nekega change managementa, torej sprememb vsega tega, ne. In prepričana sem, da je seveda zmagovalna kombinacija to, ne, da, ali pa tako bom rekla, zdaj seveda, kaj je zdaj na drugi strani? Na drugi strani, ne, menedžerja je zamenjala tehnologija, ne, tako bi rekla, ne, torej analiza, podatki in tako dalje, ne. Zdaj pa v ospredje seveda prihaja to voditeljstvo, ne, in se išče kot zdaj moramo še toliko bolj komunicirati, ne, še toliko bolj moramo ljudem dajati to psihološko varnost in še toliko bolj moramo biti človečni, ne. In zdaj, če tisti, ki bodo znali združiti tehnologijo pa to človečnost, ne, take organizacije bi rekla, da bojo hitre in modre, ne, in to se mi zdi taka velika prednost, ne, znati to, toliko pa že moramo biti pametni. Res je. Ne, ja. Gospa Ana, lahko umetna inteligenca zamenja svetovanje pravnika, ki se verjetno zelo osebno tudi spusti v nek primer oziroma pregleduje to, kar je pomembno? Ja, to je v bistvu kar pogosto vprašanje za nas pravnike zadnje čase. Moje mnenje je, da ne gre tukaj toliko za nadomeščanje en drugega, kot v bistvu za neko novo obliko sodelovanja, ne. Definitivno umetna inteligenca zelo hitro prodira v pravo in ga spreminja, ampak se mi zdi, da podobno, kakor je v bistvu izpostavila Zvezdana, tudi v pravo končno mogoče nekaj, kar smo si že zelo veliko časa želeli, prihaja ta človečnost. To se pravi, ne gre več za to, kdo bo zmagal, kdo bo hitrejši, kdo bo najhitrejši, ampak gre v bistvu res za razumevanje svojega naročnika. Končno v bistvu pravo prihaja v tisto svojo pravo vlogo služenja posameznikom, ne? To se pravi, da nismo mi pravniki nek nedostopni tam. Jaz se včasih pohecam z mojimi v ekipi pa rečem, mi ne sedimo na Olimpu pa mečemo nekih latinskih rekov dol, ampak mi dejansko hočemo pomagati, ne? Hočemo biti človeški, pristopni in mislim, da v bistvu s pomočjo umetne inteligence mogoče tudi pravo dobiva to svojo človeško obliko. Hvala lepa. Gospa Alenka Gačanovič, morda bi tudi vam postavila tole vprašanje, namreč kako je z temi novimi tehnologijami v vaši panogi in kaj mislite, da lahko ženska doprinese k temu svojo intuicijo in svojo kreativnostjo. Prosim. Ja, jaz sem sicer že prej kar nekaj stvari povedala, kaj lahko prinese ženska k sami organizaciji. Verjamem pa, da sodobna tehnologija in vse to, kaj se danes govori, ne more nadomestiti ženske energije. V to pa verjamem
in jaz tudi verjamem, da si sami moški kolektiv tega ne želi. Hvala lepa. Še eno zadnje vprašanje, ker se naš čas seveda počasi izteka. Pa za zaključek morda, kako bi ve opisale ali pa eno lastnost ve izpostavile dobrega vodje današnjega časa. Se pravi takega, ki mora nekako vključiti vse to, kar se v tehnologiji dogaja, se pravi gre za neko inovacije, inovativnost, hkrati ohraniti seveda neko to empatijo in biti dober poslušalec, kot smo že slišali. Ampak kaj je tistega, kaj takega, kar bi torej dobremu vodju pripisali, pa recimo, da je ta dober vodja ženska, zato ker ste vse tri tudi na nek način vodje. Gospa Sabina, mogoče? Jaz osebno mislim, in to se še vedno učim, da je poslušanje ena tako dobra lastnost, da znaš prisluhniti in da ne gre od zgoraj navzdol, ampak da tudi slišiš od spodaj navzgor. Torej poslušanje na vseh nivojih. Gospa Zvezdana? Za mene je dober vodja tisti, ki dosega rezultate, ker brez tega pač ne gre, ne, lahko si še tak dober, ne vem, človečen, ne vem, ne, ampak na koncu, če ni rezultatov dolgo, ne boš tudi nekaj karizmatičen za druge. Tako da na eni strani je to, ne, na drugi strani pa mislim, da je dober vodja tisti, ki zna imeti dobre odnose, ker mislim, vem, verjamem, vidim, ne, da če imaš dobre odnose, pol so ljudje pripravljeni zaradi tebe marsikaj narediti, vse poteka dosti lažje, ne. To je tako, kot ne moreš vrvice, ne moreš je tiščati, ne, lahko jo vlečeš za sabo, ne, tako je pač tudi vodenje, ne, tako da to bi rekla, evo, dobri odnosi na koncu ustvarjajo tudi dobre rezultate. In še gospa Ana, kaj bi bila tista lastnost? Ja, že bi v bistvu mogoče dobrim odnosom dodala še odpornost. Se mi zdi, da v bistvu je to ena taka lastnost, ki je pogosto spregledana, pa se mi zdi, da je pogosto spregledana prav v ženskih vodjah. Z tega, ker velikokrat, ko izpostavljamo žensko energijo, pa ženske vodje, pa jaz tudi nisem prav ljubitelj te polarizacije, ampak se nam pripiše intuicija, se nam pripiše sodelovanje, se nam pripiše empatija, ne pripiše se pa odpornost. To se pravi sposobnost nekoga, da zdrži pritiske, da zdrži krivice, da ima dovolj debelo kožo, da v bistvu nekaj ustvari kljub vsem preprekam in to z neko dobro voljo in z dobrimi odnosi. Hvala vsem trem za vaše odgovore. Verjetno pa se bomo vse strinjali. Nikoli ni samo črno ali belo, tako kot smo ugotovili, ni samo tehnologija ali samo človek in ni samo ženska ali moški, ampak se vse skupaj prepleta in to pravzaprav ustvarja neko dobro poslovno in pa tudi življenjsko okolje. Najlepša hvala vsem trem. Hvala. Tukaj smo, ker je najbolje poslovati uravnoteženo. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Opremljen s celovitimi bančnimi storitvami za učinkovito, pregledno in preprosto poslovanje. OTP Banka. Tukaj smo.